Poglejmo, kako hitro lahko aplikacija umetne inteligence zgenerira neko fotografijo, ko človeka sleče ali pa da v kopalke. Naključno izberemo fotografijo ženske iz ene od plačljivih spletnih strani. Oziroma vzamemo celo več žensk skupaj, fotografijo shranimo in jo vnesemo v grok ter napišemo ukaz, naj te ženske obleče v kopalke. V manj kot 10 sekundah imamo omenjeno trojico gospodičen v kopalkah, bikiniju. A grok, ki ga preko platforme X lasti Elon Musk, je omogočal še hujše stvari. Ustvarjanje pornografskih in nasilnih posnetkov deepfake, tako imenovanih globokih ponaredkov, otrok, katerih fotografije so bile prosto dostopne na spletu. Andrej Motelj je koordinator prijavne točke za posnetke spolnih zlorab otrok Spletno oko. Poudarja, da so lahko takšni lažni posnetki tudi učinkovito orodje za izsiljevanje otrok in mladostnikov. Najbolj problematično je vsekakor to, da je tovrstne vsebine, tovrstne zlorabe možno generirati hitro, množično in očitno tudi z zelo pomanjkljivim nadzorom ali celo brez njega. Musk je sicer po številnih kritikah. Regulatorji po vsej Evropi, med drugim v Bruslju, Parizu in Londonu, so namreč sprožili preiskave, spremenil pravila ter omogočil urejanje in ustvarjanje spolnih deepfake vsebin zgolj naročnikom. Kako pa sploh preprečiti zlorabo? Motelj opozarja starše, da so prav oni odgovorni za varovanje zasebnosti svojih otrok. V primeru zlorabe je nujna takojšnja prijava policiji in zavarovanje dokazov, na primer zajem zaslonske slike zlorabe. Nujna je tudi zaščita otroka, žrtve, saj lahko takšne izkušnje povzročijo hude stiske.